Čeprav temperature že dolgo niso več pod lediščem, se zdaj odpravljamo na led in morda celo koga navdušimo za hitrostno drsanje. Z mano pa so tisti, ki so že navdušeni. Dobro jutro želim Urbanu, Tiborju, Idi in Melani. Dobro jutro. Velja hitrostno drsanje za eksotični šport v Sloveniji? Definitivno. Populacija hitrostnih drsalcev je zelo mala, ker klub je samo v Celju. Zato trudimo se zvečati, se pravi se znebiti tega naziva eksotičen šport, ker delamo na tem, da razvijamo in večamo praktično družino to. Kako zelo si želite konkurence? Definitivno veliko. Zaenkrat imamo konkurenco samo v tujini, se pravi Hrvaška, Bosna dol in naprej Avstrija. Želimo si več klubov, ne vem, Maribor, Ljubljana, tako da bi lahko na državni ravni otroci imeli konkurenco in se borili za izhod iz države. Zdaj, eno tako statistično vprašanje, koliko drsalcev, potem takim hitrostnih drsalcev je v Sloveniji? Trenutno v Celju imamo 14 drsalcev hitrostnih, s tem, da nam pomaga tudi klub hitrostnega rolanja iz Kranja, kjer poleti rolajo, po zimi pa so pri nas drsalci. Zakaj sploh se odločiti za ta šport? Ta šport praktično ne samo, da krepi človeka fizično, ampak ga krepi mentalno. Naprimer, ta šport praktično moraš biti psihično in mentalno ter fizično pripravljen, ker je glede tega zelo, zelo naporen. Zdaj vidimo trening otrok v Celju. To je že ta fizični del priprav. Ja. Torej, tu že mentalno je že bilo oddelano mogoče? Mentalno še ni bilo, ker to je praktično le ogrevanje na tisto pripravo, kar se začne potem fizična in mentalna. Zakaj suhi treningi? Ni to dolgočasno, otroci? Ja, boljše, potem imaš več moči, pa več zdržiš potem. Koliko krat na teden ali pa na mesec pa ste vi na treningu? 6-krat na teden. 6-krat na teden? Ja. Po koliko časa? 4-krat na 2 uri, potem pa 2-krat 1 uro. Uro pa pol. Kdo pa vas trenira? Urban. Kakšen trener je Urban? Ja, kar dober trener je, spodbuja nas, da vedno vse dokončamo. Njemu ni delnega, je sam ja ali pa ne. Torej čisto napavno. Zakaj pa ste se odločili vi za hitrostno drsanje? Zakaj ne vem, hokej mogoče? Jaz sem bila na drsalnem tečaju, pa me bolj kot ne so me oni povabili, pa sem provala, pa mi je bil šport takoj všeč. Vidva? Ja, jaz sem najprej šla na umetnostno drsanje, sem želela, ampak sem želela potem prestara, pa sem šla tudi enako na tečaj, pa so tam povabili mojega brata Tiborja, potem smo pa kar oba se priklopila na... Tibor ti pa zaradi sestre. Ja. Veliko drsalcev hitrostnih izvira Iz umetnostnega drsanja? Ja. Niti ne. No, mislim, vi... Jaz osebno sem, se pravi, jaz veljam za prvo generacijo, za pionirja hitrostnega drsanja. Izmed prvih, mi smo prešli večina iz umetnostnega drsanja na hitrostno drsanje. Praktično zdaj iščemo otroke po rekreacijah, po tečajih, se pravi otroci, ki imajo že neko osnovo v drsanju, da lahko to nadgradimo in preusmerimo potem v hitrostno drsanje. Zdaj, ena velika razlika je med hitrostnim drsanjem in umetnostnim drsanjem. To se vidi že potem v drsalkah. Bom kar pokazal, drsalka je večja, to je vse, kar jaz vidim. Definitivno, ja. Drsalka sama po sebi rezilo kline je daljša. Tudi čevelj, v katerem je noga, je drugačna struktura. A se lahko briješ celo, ne? Lahko se pobriješ, lahko pršut narežeš brez problema. Tako da drsalka je nižja zaradi tega, ker je tudi položaj drsanja kot 90 stopinj v koleno. Zato, ker tu gre praktično nižje si, hitrejši si zaradi zračnega opora in same fizične tele gravitacijske sile v ovinkih. Zdaj, glede na to, kako je to ostro, je tudi nevarno potem takem. Če padeš, ne? Je nevarno, da preprečimo kakršnekoli poškodbe, nosijo otroci pod tem tekmovalnim dresom, zaščitni dres iz kevlarja. Ja. A to je tekmovalni? To je tekmovalni dres. Spodaj pod njim imajo pa oblečen še zaščitni dres iz kevlarja, ampak
Praktično v tem športu že način drsanja in postavitev proge, sama gravitacija poskrbi, da če pride do padca dveh tekmovalcev, lepo vsako drsi proti ograji, ki pa zaščitena z, mislim, da 1,5 metra je debela blazina. Tako da je več poškodb pri biljardu, kot pa pri hitrostnem drsanju. Gre za ekstremen, hiter adrenalinski šport, ne bom pa rekel, da je pa nevaren. Na koliko na uro se pri tem športu lahko pelješ? Z lastnim pogonom? Z lastnim pogonom. Otroci stari od 8 do 14 let dosegajo hitrosti tam do 32 km/h do 35, starejši pa potem tudi 46 do 50 km/h. Kako se pa tekmuje? Tekmuje se, praktično to je drsališče, to ljudje ne vejo, da je to navadno drsališče za hokej ali umetnostno drsanje. Ja. In na ovinkih postavimo takšne gumaste stožce in označimo 111-metrsko progo, potem pa imamo na progi štartajo 4 do 8 ljudi, imamo razdalje 500 metrov, to je 4 kroge in pol, 1000 metrov 9 krogov in 1500 metrov, to je 13 krogov in pol. A je drag šport? Drag šport, bom rekel, če imamo veliko sponzorjev, ni. Zaenkrat imamo dovolj sponzorjev. Tekmovanje se obeta v soboto in nedeljo, to soboto že, ne? To soboto ob 13. uri začnemo z mednarodnim in državnim tekmovanjem v hitrostnem drsanju v Celju, v mestnem parku, tako da vabljeni vsi od 13. do 18. ure, v nedeljo od 10. do 14. Praktično tukaj, tu se bo pokazalo v vsej svoji veličini hitrostno drsanje. Torej se tudi tam lahko pozanimajo, kje se lahko prijavijo? Definitivno. Kdaj so treningi? Treningi so vsak dan, sicer nažalost zaključujemo v nedeljo z drsalno sezono in nadaljujemo z suho sezono, se pravi. Lahko čez 4 leta pričakujemo, da bomo imeli tudi kakšnega olimpijca na temo hitrostnega drsanja? Definitivno, obeta se nam olimpijec, veliko je še dela, mladi mož Bor Luka Urlep, ki trenutno ni prisoten zraven, tako da... Čez 4 leta, čez 8 let pa vi. Dogovorjeno? Upamo. Reda. Hvala vsem za obisk v studiu in pogovor. Hvala vam.